Zelo domišljeno vprašanje. Seveda bi v taki knjigi ponovil nekaj ugotovitev iz knjige, kako sem jim razložil demokracijo. Mislim pa, da je treba v primeru, ko gre za vladanje, če govorimo o slovenskem primeru, razložiti, kaj to pomeni koalicijsko vladanje, kajti sodobna demokracija, še posebej, če gre za koalicijsko vlado, terja zelo veliko dialoga, zelo veliko napora, da so pravzaprav vsi relevantni akterji vključeni v proces. Se pravi, tako koalicijske stranke v proces odločanja, kot tudi seveda različne družbene skupine, od občin do sindikatov, od nevladnih organizacij do raznih društev, združenj, recimo Združenja upokojencev, pa do športnikov, pa denimo do veteranov in tako naprej. Skratka, treba je biti zelo inkluziven in to je tista kompleksnost, ki jo je pravzaprav najtežje razumeti, kajti ljudje imajo v demokraciji pogosto zelo poenostavljene predstave, nekoliko binarne v smislu črno-belo. Zadeva pa je mavrična in seveda v procesu sprejemanja odločitev moraš to mavrico upoštevati. Ko pa enkrat sprejmeš odločitev, ki mora biti seveda premišljena, moraš pa za njo polno stati. Torej, proces odločanja je nekaj, kar je izredno pomembno, da potem, ko odločitev sprejme, za njo stojiš, bi rekel, dosledno in prevzemaš za njo odgovornost. In ravno to je nekaj, kar v Sloveniji pogosto izostane, namreč to prevzemanje odgovornosti. In tudi včasih nek strah pred odločanjem. Jaz tega nimam, sem pa zelo naklonjen temu, da pred sprejemom odločitve prisluhneš različnim skupinam, različnim sogovornikom. Če je voditelj takšen, da zna prisluhniti in seveda, če ima dovolj znanja in širine, da razume pomen, tudi dolgoročni pomen odločitev, kajti gre za to, da to vpliva na celotno državo in družbo, potem je seveda takšen proces, kjer je več vključenih akterjev, kjer se več ljudi posluša, veliko boljši. Kajti vsako avtoritarno vodenje, v smislu, že vem, kako je prav, jaz sem tisti veliki vodja, morda včasih na kratki rok prinese neke odrezave, čvrste poglede, odločitve, ki pa se običajno na dolgi rok izkažejo kot slabe in seveda so dostikrat samo v korist nekim ožjim skupinam, ne pa celotni družbi.